Denar je vedno v proračunski rezervi in tudi tokrat smo se seveda najprej pozanimali, kako stojimo v proračunski rezervi. Imamo ta denar. Kaj pa hočem povedati? Dosedanji zakon, dosedanji pristop, tudi za suše, požare in podobno, je vedno bil, da se je čakalo na oceno celotne škode. Cela država je ocenjevala škodo in to je trajalo in trajalo, potem se je stvar prijavila v Bruselj in potem je še trajalo in približno 12 mesecev kasneje so šele ljudje prišli do prvega denarja. Mi ta postopek za tiste najbolj izrazite primere, ko je škoda največja, skrajšujemo radikalno, zato da bojo ljudje lahko dobili denar dejansko čim prej. Hkrati smo pa tudi podaljšali čas trajanja intervencije. To je pa tisto obdobje, ki je ravno zdaj najbolj občutljivo, kjer ne samo civilna zaščita, ne samo lokalne oblasti, ampak tudi Slovenska vojska, in jaz moram pohvaliti Slovensko vojsko, slovenske gasilce in civilno zaščito, kako požrtvovalno dejansko pristopa do reševanja na terenu. Država pa krije v celoti vse stroške intervencije. Tudi tega ni bilo do lanskega leta. Zdaj je pa to sistemsko urejeno in vsi stroški intervencije so na državi. Tudi zaradi tega potekajo intervencije bistveno hitreje.